Ostajamo v svetniških klopeh in se selimo v sosednjo občino. Topliški svetniki so, kot smo poročali, na oktobrski seji zavrnili osnutka proračunov za leti 2025 in 2026. Na novembrski seji pa je župan Franc Vovk v sprejem ponudil le osnutek za prihodnje leto, ki so ga člani občinskega sveta soglasno potrdili in ga poslali v javno razpravo. Ta poteka do vključno 13. decembra. Na oktobrski seji, tako župan, je bilo kar nekaj pozitivnih razmišljanj. Svetniška skupina SD je obenem predlagala, da bi se o proračunih podrobno pogovarjali. Kot je dodal, je njihovo pobudo sprejel, čeprav je vse svetnike povabil k sodelovanju že 2 meseca prej. Smo se takoj potem dobili in se uskladili, predvsem glede sprememb. Seveda pa ena od največjih sprememb pa ni posledica našega usklajevanja, ampak dviga povprečnine ali pa glavarine. Ta se je namreč po njihovi seji v oktobru za prihodnje leto dvignila na dobrih 771 evrov, kar za topliško občino pomeni 192 tisoč evrov več prihodkov. Del teh prihodkov smo namenili za fotovoltaiko, torej električno elektrarno, solarno elektrarno na našem novem vrtcu, 107 tisoč evrov. Preostanek do razlike 192 tisoč pa za investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov. V sklopu te postavke nameravajo urediti novo brv v naseljih. Morda pa uspejo asfaltirati še del ceste od Brodnikove kapelice proti Cvibljam v Dolenjskih Toplicah. Proračun za prihodnje leto sicer predvideva dobrih 6,6 milijona prihodkov in slabih 7,6 milijona odhodkov. Od tega za naložbe načrtujejo 3,6 milijona. Sigurno še naslednje leto bo kanalizacija Gornje Gradišče. V osnutku proračuna je tudi gradnja novega vaškega doma na Dolenjih Sošicah. Ta dom je bil načrtovan za na nek način že lansko leto. Na razpis Ministrstva za kulturo pa so prijavili obnovo zidov gradu Soteska. Za razliko od dolge razprave pri tej točki pred dobrim mesecem se tokrat ni oglasil nihče od svetnikov. V drugem branju bodo proračun predvidoma potrjevali na decembrski seji. S sprejemom proračuna še v tem letu bi se izognili začasnemu financiranju.